Pozdravljeni, moje ime je Maša Plaznik, prihajam pa iz Žarka sreče. Danes bi vam rada povedala nekaj, kar vam bo pomagalo pri vstopu vaših otrok v šolo. Ta filmček bo potekal tako, da vam bom najprej predstavila, kakšne omejitve vse imamo v zvezi s šolo, kako so te različne glede na to, ali smo odrasli ali smo otroci. In na koncu bo še čistilni izrek za tiste, ki vam bo lahkoten. Torej, jutri je prvi šolski dan in kaj vse se s prvim šolskim dnevom dvigne v naših glavah, v naših mislih. Otroci se sekirajo, kako bo v šoli, če bojo imeli enake sošolce, kakšne učiteljice in učitelji bojo, če se bojo razumeli, kje bojo sedeli, če bo sošolec ali sošolka, ki bo z njimi zraven v klopi, se lepo obnašal z njimi, če bojo razumeli snov, ki jo bojo obravnavali, če se bojo sproščeno počutili. In še veliko tega je. Nekateri se sekirajo za popolnoma brezvezne stvari, kot so kakšen ovitek za zvezek imam, ali je moje pero lepše, boljše od peresa moje sošolke, ali mi je mama kupila ta pravo šolsko torbo in podobno. Kaj pa odrasli? S čim se pa odrasli ubadamo? Se sekiramo, kako bomo peljali otroke v šolo, če bomo si uspeli uskladiti urnik v službi, zato da bomo lahko otroke peljali, pa če bojo uspešni, pa če bojo znali, pa kako bomo izvenšolske dejavnosti razporedili tekom tedna, zato da bojo otroci nalogo naredili, tisto, kar je potrebno, pa da se bojo kaj še zabavali, pa mogoče doma kaj naredili, zato da nas razbremenijo. In še je tega. Koliko vseh teh omejitev smo si ustvarili in kaj vse to prinaša v naše življenje. Kako smo vsi pod stresom in sledimo temu, kar nam nalagajo drugi. In koliko smo dejansko umirjeni in sproščeni sami s seboj. Koliko se zavedamo, da je dejansko vse prepuščeno ostalim drugim, da ni od nas odvisno, kako se bo naš otrok počutil. Kaj pa koliko se sekiramo, da je pa vse od nas odvisno, kako se bo otrok počutil. Veliko je teh diametralnih misli. Jaz sem kriva, drugi so krivi, vsak ima svoje, ampak prav vsi imamo neke skrbi. Torej, kaj bi lahko naredili, zato da ob vstopu v šolo smo vsi sproščeni, da otrok ne gre s stisko, stresom, žalosten ali pa preveč vznemirjen, vzhičen in da potem sledi razočaranje. Kaj lahko naredimo, zato da bomo mi sproščeni, da bomo podpora našim otrokom, da se bojo oni dobro počutili, da bojo samozavestni. Kaj lahko naredimo? Izbir je ogromno, ampak kaj bomo mi izbrali? To je odvisno od nas, od tega, kaj si mi želimo in seveda tega, kakšne omejitve imamo, kaj so nas naučili, kako naj bi moralo biti in koliko mi sami želimo izstopiti iz tega kroga, iz te škatlice udobja, ki jo poznamo. Tako da čistilni izrek za tiste, ki začutite, da vam pomagam, da si malo olajšamo ta prihod v šolo. Jaz imam tudi 2 otroka, tako da jutri bom peljala v šolo tretješolko in prvošolčka. Ampak pri nas komaj čakamo in tako sproščeno se skupaj izgleda. Tako da delim še z vami. Torej, povem čistilni izrek, če si to želite, odgovorite z da in vse se samo zgodi. Okej. Kakšna energija, prostor in zavest ste lahko vi in vaše telo, da bo vstop v šolo za vas, če se šolate, ali za vašega otroka, če ste starši šoloobveznega otroka,
da bo v šolskem letu 2016-2017 vse potekalo lahkotno, sproščeno, radostno in veličastno, da se bo vse zgodilo z namenom in da bomo v vsakem trenutku vedeli, kaj izbrati, kako ravnati, kako razmišljati, kakšne občutke imeti, kakšna čustva priklicati, da bomo zbrani, da bomo samozavestni, da se bomo odlično počutili v svoji koži in da bomo neobremenjeni z okolico, da ne bomo iskali rešitve od zunaj, ampak da bomo iskali rešitve v nas. Če si to želite in je vaš odgovor ja, right and wrong, good and bad, pod and pok, only shorts, boys and beyonds. Lažje? Ok, bodite dobro in imejte krasen dan.